Definitivno vprašanje vodooskrbe. Zdaj poleti zaradi suš, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj občutne, do tega, da vedno trepetamo pred tem, ali bo spet iztiril kakšen vlak ali pa katerakoli druga nesreča, nam lahko ogrozi oskrbo z vodo v Istri, in tu bi država lahko postala nek garant, da se zagotovi Kopru oziroma vsem istrskim občinam nek dodatni vodni vir. Pač neke ideje z zajetji so, ki bi lahko nabirala vodo čez leto, in mislim, da bi tle država morala narediti en velik korak naprej. Izkušenost, jaz sem že dobrih 11 let v državnem zboru, mislim pa, da je tisto, kar je najbolj pomembno, je, da sem domačin. Jaz sem rojen v Kopru, živim tle že praktično celo življenje, tako da tudi razumem nekako utrip mesta, duh mesta, in se tudi pač tedensko srečujem z ljudmi, ki govorijo in mi povejo stvari, tako da mislim, da je to pomembno. Saj tudi ostali kandidati iz Kopra, recimo tisti, ki so trenutno že poslanci, smo skupaj tudi marsikakšno stvar v tem mandatu nekako potisnili naprej v Ljubljani, od ukinitve vinjet na hitrih cestah in tako naprej. Tako da ja, ampak mislim, da je to ključno, no, da si doma tam, mislim, da kandidiraš tam, ker si tudi doma. Definitivno obramba. Jaz imam že kar nekaj časa neko fiksno idejo, da bi morala Evropska unija se postaviti na svoje lastne noge, in to tudi v smislu vojske oziroma načrtovanja obrambe. Tako da tle mogoče imamo z stranko nekoliko drugačen odnos do zveze NATO in oboroževanja na splošno. Ampak mislim, da z programom za prihajajoči 4-letni mandat 2026 do 2030 se stvari tudi v tem programu malo spreminjajo. Je ta poudarek na evropski obrambi, ki je razumljena tudi širše, ne samo vojaško, ampak tudi na področju prehranske samooskrbe in tako naprej. Tako da recimo, da je to neka stvar, kjer mogoče najbolj štrlim ven. Teme, ki sem jih tudi vsa zadnja leta odpiral ali pa o njih zelo odprto in iskreno govoril, po eni strani mednarodna pravičnost, ker se mi zdi, da vpliva tudi na stanje pri nas doma, definitivno pa socialna država, mogoče z nekim bolj močnim poudarkom na mladih, na gradnji javnih najemnih stanovanj in na splošno na tem, da ostanemo solidarna družba, neka skupnost, ki mora razumeti, da smo skupaj najmočnejši, kot pa če smo vsak zase.